Svet in cerkev brez ljubezni. Svet in cerkev brez ljubezni nas pelje v eno smer, da ostane človeško srce brez ljubezni. V različnih žalostnih dogodkih, kot so vojne in podobno, se vedno postavlja vprašanje, kam gre ta svet. Hitro se začne iskati napovedi, a je o tem kaj napovedano. Vse bolj narašča število raznih napovedovalcev, vedeževalcev o prihodnosti in mnogi ljudje jih na žalost sledijo in so naivni. Kot sem že večkrat omenil, na žalost ljudje zelo malo posegajo po svetem pismu, ki je zelo konkretno govori tudi o časih, ki prihajajo. Poglejmo, kaj je Jezus učil o svetu in cerkvi brez ljubezni. Ko je Jezus govoril o poslednjih časih, ki bodo vsebovali stiske, težave, krize, vojne, je nakazal, kaj bo en od velikih problemov človeštva. Slišali pa boste o vojnah in govorice o vojnah. Glejte, da se ne vznemirite, kajti to se mora zgoditi, vendar še ni konec. Vzdignil se bo narod namreč proti narodu in kraljestvo proti kraljestvu. In lakote in potresi bodo na raznih krajih, vendar je vse to začetek porodnih bolečin. Takrat vas bodo izročali v stisko in vas morili. Vsi narodi vas bodo sovražili zaradi mojega imena. Veliko se jih bo takrat pohujšalo. Izdali bodo drug drugega in se med seboj sovražili. Stalo bo veliko lažnih prerokov in mnoge bodo zavedli. Ker se bo nepostavnost povečala, se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Težave, človeški problemi, stiske bodo veliko povezani človeško sebičnostjo, neizpolnjevanjem Božjih zapovedi. V bistvu bo vzrok vsega pomanjkanje ljubezni. Kot je na koncu tega teksta Jezus povedal, da se bo ljubezen pri mnogih ohladila. Dobro je, da omenimo, zakaj je Jezus govoril o tej temi. Ko pa je sedel na Olski gori, so stopili k njemu učenci in mu na samem rekli: povej nam, kdaj bo to in kakšno bo znamenje tvojega prihoda in konca sveta. Učenci so Jezusa vprašali, kakšno bo znamenje njegovega prihoda in konca sveta. Govora je bilo o nekem časovnem obdobju, ki se bo zaključilo, in kakšno bo stanje ljudi v tistem času. Svetopisemska resnica je, da nikoli ni govora o popolnem koncu uničenja sveta, ampak zaključku enega obdobja in začetku novega obdobja. Ko je Jezus govoril tukaj o koncu, govori, da bo eden od največjih problemov pomanjkanje ljubezni. Človeška srca bodo prazna ali sebična, oziroma kakor je rekel Jezus, ljubezen se bo pri mnogih ohladila. O kakšni ljubezni je govoril Jezus? Kaj je ljubezen? Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevoščljiva,
Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega, ne veseli se krivice, veseli se pa resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Sveto pismo govori o agape ljubezni. Tukaj je torej govora ali opisana Božja ljubezen. Božja ljubezen ni krivice, je pravična in dobrotljiva do vseh. V njej ni sebičnosti, se ne ponaša, napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne misli hudega. Veseli se pa resnice in Božja ljubezen nikoli ne mine. V kakšnem stanju je danes svet? Je ljubezen v ospredju naših odnosov, motivov, rešitev človeških problemov? A je dobrota, potrpežljivost, dajanje drug drugemu v ospredju, da bi nam bilo boljše in lepše? Ne pravim, da smo tik pred koncem nekega obdobja. Toda poglejmo okrog sebe, kaj se dogaja. Ali se mogoče približuje čas, ki ga je napovedal Jezus? Toda sedaj se želim bolj osredotočiti na cerkev kot na svet. Poslanstvo cerkve je razodevanje Boga in seveda tudi njegove ljubezni. Zato želim izzvati cerkev, kristjane, Božje otroke, kaj je naša gonilna sila? Ljubezen ali sebičnost? Božja ljubezen mora biti naš standard. Ne moremo biti v napačnem odnosu s človekom in dobrem odnosu z Bogom. Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. Ljubiti Boga z vsem srcem, predanostjo in na drugi strani biti v konfliktu, neurejenem odnosu, sovraštvu s svojim bratom, bližnjim, ne gre skupaj. To je dvoličnost, neiskrenost, duhovna slepota, mlačnost. Jezus je povedal, da smo naj luč in sol v tem svetu, naj oznanjamo evangelij, veselo novico o Bogu, njegovi dobroti, ljubezni. Kaj je Bog storil za nas? Za svet nas ne more slišati, če ne doživi Božje ljubezni od cerkve. Kako žalostno je, če je cerkev brez ljubezni. Potem ni pomoči in upanja za cerkev in ne za svet. Če se namreč tisti, ki so po spoznanju našega Gospoda in odrešenika Jezusa Kristusa zbežali pred omadeževanostjo sveta, spet zapletejo vanjo in ji podležejo, so končno na slabšem, kakor na začetku. Za take bi bilo bolje, da ne bi spoznali poti pravičnosti, kakor pa, da so jo spoznali, a so kljub temu obrnili proč od svete zapovedi, ki jim je bila izročena. Peter govori tukaj o ljudeh. Upam si reči tudi o cerkvi, če se spet zaplete in podleže grešni sebičnosti, je to nekaj žalostnega, tragičnega za posameznika,
cerkev in svet. Zato, draga cerkev, kristjani, prebudimo se, da pogledamo, kaj je naš največji motiv za življenje. Na čem gradimo naše odnose med ljudi v tem svetu? A je to Božja ljubezen? Ali pa naše sebične želje, strah, neodpuščanje, brezčutnost in podobno? Zaključimo z besedami apostola Pavla, ki jih povedal svojemu sodelavcu Timoteju. Rotim te pri Bogu in Kristusu Jezusu, ki bo sodil žive in mrtve, pri njegovi pojavitvi in njegovem kraljestvu. Oznanjuj besedo, vztrajaj v ugodnih in neugodnih okoliščinah. Prepričuj, grajaj, spodbujaj z vso potrpežljivostjo in poučevanjem. Prišel bo namreč čas, ko nekateri ne bodo prenesli zdravega nauka, ampak si bodo po svojih željah poiskali veliko učiteljev, ker hočejo slišati ustreči svojim ušesom. Ušesa bodo obračali proč od resnice in zabredli v bajke. Ti pa bodi vsem trezen, pretrpi nadloge, opravi poslanstvo evangelista in izpolni svojo službo. Na koncu nas želim spodbuditi. Vztrajajmo v ljubezni. Prosimo Boga, da nam naj da njegovo ljubezen in izpolni naša srca z njo. Bodimo potrpežljivi in se ne dajmo prepričati od bilo koga, ki nima v središču svojega oznanila Božje ljubezni. To je upanje za cerkev in svet, da ne ostanejo človeška srca brez ljubezni. Kljub temu bodo mnoga srca brez ljubezni. Amen. Želim vam blagoslovljeno nedeljo.